Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni v novič moji družbi. Gregor sem z vami kot običajno in nabralo se je in tem, o katerih bi želel govoriti z vami na tak način v temle novem podcastu. Kar nekaj neles sem si pripravil, v bistvu hidracija poskrbljeno. Ste vedeli, da se je Gatorade vrnil v Slovenijo? Včasih se ga je dobilo na Petrolu, mogoče celo vejo, se nima veze, ampak vmes je izginil, zdaj pa seveda, ko je Luka Dončić podpisal novo pogodbo z tole hidracijsko pijačo, pa je spet nazaj, celo v Mercatorju dobiš. Nema veze, če se sprašujete okoli ambienta, ne, nisem mladoleten otrok, ki bi si lepil na steno svoje sobe plakate, celo podpisane, nekaj sreče imam še celo, da imam nekaj podpisov, v glavnem, ne, malo sem si sposodil najstniško sobo, res otroško sobo v bistvu svojega sina in sem jo malo opremil, ne, zdaj si boste rekli, fote je v bistvu tole želel spet uresničiti malo otroških sanj, ne, ne, v bistvu smo malo ažurirali stene, malo smo zadevo spremenili, zakaj, ker je malo težav s spanjem, če je tema, če so stene prazne. A imaš kakšne plakate? Evo pa imam. To pa sem imel, to sem ohranil v bistvu in lažje je zaspati po noči, verjemte mi, če imate starši podobne težave, evo priporočam, da malo opremite stene, pa se mogoče vaš otrok malo pogovarja z temi junaki na plakatih, ali kako bi temu rekel, no. Evo, tak za intermezzo. V glavnem, še preden začnem zares, no, hvala za kakšen všeček, kakšen komentar, ki spodbudi algoritem. Hkrati je pa ena nova možnost tamle pri komentarjih, mislim, da če greste v levo ali desno premahnete, je možnost dodelitve nekih točk, neko navdušenje, zdajle YouTube da. V glavnem, zadeva dokaj pomaga, da so takšne vsebine oziroma moje vsebine bolj vidne, tako da mislim, da lahko prispevate 890 točk 3-krat na teden. Evo, vas to povabim, da še tole storite. Pa mogoče še s tem nabildamo algoritem. Ok, pridemo k stvari. Luka Dončić, LA Lakersi. Bum. Tretje mesto trenutno za zahodu. Odlične igre Luke, odlične igre njegovih soigralcev. To je teme, katere se bom dotaknil. Drugič, CDVita Olimpija. Moram se dotakniti moje Olimpije, navijam za njo od mladih nog, trenutno igrajo odlično. Zasedajo prvo mesto v Eurocupu in blizu prvih mest, če ne celo prvo v ABA ligi. Tole še moram preveriti. In pa tretjo, bližajo se reprezentančne tekme, reprezentančno okno. Slovenija bo igrala doma in sicer v Kopru proti Estoniji, potem pa se selijo v istem kvalifikacijskem oknu na Švedsko, kjer bodo igrali proti njim. Zdaj boste rekli na papirju enostavne zadeve. Počasi, Estonijo doma, mislim, da smo favorit, realno. Kar se pa tiče proti Švedom, ne vem točno, v kakšni postavi so oni, pol bomo se dotaknili, v kakšni smo mi, ampak z Luko Dončićem in Goranom Dragićem smo na Švedskem imeli res velike težave, ne podcenjujmo. Tako, preden pa gremo na današnje teme, začnem si z Luko in Lakersi. Povabljeni, da se za podobne analize naročite na moj kanal, povsem brezplačno seveda, da boste takoj obveščeni o podobnih analizah, o highlightsih Luke Dončića in kakšno drugo video vsebino okoli košarke, ne? Ljudno povabljeni. Luka in Lakersi danes so premagali, se pravi, Utah Jazze. Drugič v bistvu v dveh tekmah, se pravi, zdajle niso bile back-to-back tekme, to bi pomenilo, da so iz enega dneva na drugo igrali z njimi, ampak so si zapovrstjo sledile tekma doma proti Utahu in zdajle tekma v gosteh proti Utahu, seveda, ne? Nisem zdaj kaj zamešal, ampak mislim, da je bilo tako. V glavnem, nema veze, 108 proti 106, današnja zmaga. Luka 33 točk, 11 skokov, 8 asistent, če me spomin ne vara. V glavnem, Luka igra svojo igro, to je najbolj pomembno. Lakersi zmagujejo, LeBron James je prišel na zdaj že druga tekma v bistvu v postavi. Med prvo tekmo in drugo, kaj je odigral letos, sploh prvi, je bilo kar nekaj pauze vmes, s tem se je lahko malo bolje spoznal z ekipo, naredil nekaj dobrih treningov, kot je sam dejal po srečanju, in v bistvu mu je to zelo pomagalo. In LeBrona se še bomo dotaknili v nadaljevanju. Gremo najprej na Luko.
dobre stvari, itak ujel je svoj ritem, daje točke, razigrava svoje igralce. Danes recimo v highlightsih je zelo jasno vidno proti Utahu, da se še vedno igra. Mes je spustil eno med nogami, ne Markaneno, ampak mislim na Filipovskemu, vse nema veze, v glavnem, pa potem sledila takoj podaja proti Hejsu. By the way, kaj je z Aitonom, neka poškodba, koliko mi je znano, upam, da ni kaj hudega s kolenom. V glavnem zmaga in trenutno Lakersi držijo tretjo pozicijo na zahodu, 12 zmag, 4 porazi, v bistvu identičen skor kot drugovrščeni Denver. Oklahoma pa še naprej ni za zmago, 17-1 trenutno na prvem mestu. Luka, 34,6 točke na tekmo v tem trenutku, prvi strelec lige v bistvu. Na drugem mestu mu potem sledi, mislim, da Tyrese Maxey s 33 točkami in pa Shea 32,2. Hkrati Luka dosega 8,5 skoka na tekmo in pa točno 9 asistenc na tekmo, kar ga na četrto mesto v tej statistični kategoriji trenutno zavihti, takoj za Joshom Gideom, Cadom Cunninghamom in pa Jokićem, seveda, Jokić 10,8 na tekmo asistenc. Ja. V glavnem Luka je do zdaj odigral 12 tekem, 37 minut v povprečju na tekmo, malenko skrbi 31,1% med za 3 točke. Po mojem mnenju ga mogoče malenko preveč forsira, ampak glede na njegov status, glede na nove igre, si kakšen met lahko malo več vzame. Za moj okus mogoče malo preveč, ampak ajde. Ima pa 79% met iza črte prostih metov in letos, če je pravilen podatek, je celo na liniji za proste mete malenkost več kot Shai Gilgeous-Alexander. Zanimivo. Ali dobro, vzamemo tole, ne? Pa večkrat roko na srce kritiziramo, koliko dajejo možnosti Shaiu, da gre na linijo za proste mete, ne? Ali dobro, v redu. Sledi malenkost bolj zgoščen urnik za Lakerse. Zdajle so odigrali, mislim, da 7 tekem na gostovanju, nekaj tajega je možno. So se vmes enkrat vrnili z Utahom, zdaj res ne vem, vse nema veze, v glavnem sledi malo več v Los Angelesu proti Clippersom tudi in potem 29. proti Dallasu. Zdaj ne vem, če bo Kyrie Irving, mislim, če bo Anthony Davis nared, Kyrie Irving seveda ne bo, ampak Dallas, bogi Dallas trenutno na 13. mestu, se pravi pred zadnjem na zahodu, vsega 5 zmag in pa 13 porazov, pa še vsaj 2 zmagi, če nekakšna več je bila proti ekipam, ki so v bistvu še niže, se pravi New Orleansa, ne? Ampak to so njihovi problemi in niso več naši, to je v redu. LeBron James, njega sem se želel dotakniti, zelo me preseneča, kako se je vrnil v dres Lakersov, na kakšen način igra. Prvo tekmo nekaj več kot 20 minut, če se motim, zdaj že nekaj več kot 30, ampak kar me fascinira je, da se je zelo podredil ekipi in to mi je izredno všeč. Očitno tudi sam vidi, da je zdaj prva viljona, vendar Luka daje pa LeBron svoj doprinos predvsem z asistencami. Če se ne motim, 10 ali 11 asistenc, prvo srečanje, ki je odigral o povratku, včeraj 8 asistenc, pa doda tisti svojih vedno več kot 10 točk, danes celo 17, če se ne motim. Imamo še tu Austina Reevesa in imamo eno trojko, ki je zdaj že povsem znana, da deluje. O obrambi bi se seveda dalo še več narediti, pa še en aspekt igre je tukaj, ki ga je J.J. Redick izpostavil, da je potrebno popraviti in sicer met iz igre. On je prav danes rekel, oni so res slaba ekipa v tem trenutku, kar se tiče meta, ampak nima občutka, da je to v bistvu resnično stanje njegove ekipe, da so oni slaba šuterska ekipa. Verjame, da so lahko boljši in da je to ena izmed tistih večjih v bistvu rezerv, ki še imajo v svoji igri Lakers. In jaz se tukaj popolnoma strinjam, plus v obrambi se da še marsikaj popraviti. Center Ayton, kot sem že omenil v prejšnjem podcastu, sem zelo zadovoljen z njegovim razvojem. Iger v Lakersih začel je dokaj mlačno, za moj okus, dokaj neinteresantno, zdaj je dosti bolj popravil svojo igro, bolje nevarnejši, pobira skoke, predvsem to sem na začetku pogrešal, to agresivnost pod košem, hkrati pa daje vedeti novinarjem in daje izjave po srečanju, da ni vesel, da igra v Lakersih, ampak je
fucking navdušen, prav tako se on izrazil, ne. In to je tisto, kar me veseli, plus vidimo ogromno nekih videov iz ozadja, nazadnje sem tega dodal, koliko je enega veselja na treningu, koliko je res tista kemija, ta prava, tako na treningih kot v slačilnici in to se v bistvu prenaša na teren. Se pravi, 3. mesto trenutno na zahodu, tik pred Houstonom, ki ima sicer 2 tekmi manj, sledi San Antonio Spursi, Sunsi in tako naprej, Dallas pa na 13. že še lahko enkrat omenimo, ne. Tako da to. Pri Luki je potrebno še omeniti kakšen nov rekord, no pa dajmo. Najhitrejši v zgodovini, ki je na začetku sezone dosegal več kot 400 točk in dodal 100 asistenc. Kar je v bistvu hvalevreden dosežek in ga je po mojem mnenju kar težko doseči, ne. Tako da Luka v bistvu je Luka, se zabava in v bistvu že kar komaj čakamo vsako naslednjo tekmo, ker vemo, da se bo zgodilo, ne. Se pravi, zdaj že 34 pik povprečje drži na 12 tekmah, kar je izredno, ne, mogoče mu pa Gatorade pomaga, ne. In tole ni oglas, prav za tole bi z veseljem, dajte kakšen oglas. Eto, Lakersi, NBA, zdaj smo se nekako že dotaknili vsega ostalega, najverjetneje, mogoče vi malo boljše spremljate celotne NBA, tako da bi vas na tem mestu povabil, da v komentarjih karkoli komentirate, kar sem zdaj omenil, dodate kakšno svoje mnenje ali pa se dotaknete česarkoli drugega okoli Lakersov oziroma NBA. Naslednja tema, Olimpija. Samo malo, zdaj pa sem nekaj pozabil, zdaj pa sem nekaj spomnil, samo malo. Ja, valjda, Greg Scott, majica, upam, da se v redu vidi. Ja, to je novo, plus modra barva, ista majica, so že prišle ven, nekateri ste jih že naročili, v bistvu je bila možnost preko moje Facebook strani in pa seveda YouTubea, tole je možnost naročiti, zdaj prva zadeva je žal pošla. Tako da mogoče bomo naredili še drugo verzijo ali podobna zadeva ali pa kakšne nove barve, razmišljam tam kaj v smislu LA Lakers ali pa kaj podobnega. Ideja, no. Kako se vam zdi? Meni so simpatične, hvala na tem mestu vsem, ki ste jih naročili in s tem v bistvu podprli moj projekt. Sem se zadihal. Olimpija, naslednja tema, Olimpija. Kako igra Olimpija? Fantastično, fantastično. Osebno bi si želel več ljudi na tekmah Cedevite Olimpije, ker si to zaslužijo. Zdaj proti Zvezdi je bilo tam okoli 6 ur nekaj tajega. Kaj je to za Ljubljano? Pa okoliš. To bi se še zgornji ring moral odpreti. V Eurocupu prvo mesto 6-2, skor enak kot Hapoel Jeruzalem in pa Bahče Šehir. Isti skor, ampak to so dve ekipi, ki imata neprimerno večji proračun od Olimpije. Hkrati se Olimpija praktično celo sezono že dobesedno bori s poškodbami centrske linije in smo tam zdaj najtenkejši. Luka Brajkovič je bil odsoten oziroma še je odsoten, Gas, zdaj se komaj vrača, Grk in že takoj kaže kvaliteto, tako da so Škara, Huindo, Kennedy so morali vstopiti tudi, da ne vmes, predvsem pa imamo fantastično branilsko linijo, pa še tam so rezerve, ker tale Girard trenutno ne igra najbolje, tudi Miha Cerkvenik se še malo išče, medtem ko so Umoja, Gibson ali Nikolić, mislim, da življenjska forma trenutno, da se ne pogovarjamo o DJ Stewartu. DJ Stewart je pa naredil 2 koraka naprej v letošnji sezoni in igra fantastično. Dodal je met z razdalje, kjer je učinkovitejši trenutno, njegov predor je itak fenomenalen, zadeva, razigrava, je atraktivn. Olimpija je atraktivna, igra dobro obrambo in igra dober napad. In je res veselje gledati to, kaj trener Mitrović naredil iz te ekipe. Že lani so igrali v redu, ampak letos pa mislim, da še korak više, no, tako da tole sem pa res zadovoljen. In ja, splača se jih gledati. Zdajle ABA liga jim isto dobro kaže, včeraj Spartak padel zadnjič, Zvezda, v Eurocupu so se znesli dobesedno nad Hamburgom, ki je sicer slaba ekipa, ampak okej.
ampak sledijo pa še zanimive tekme, tudi v bistvu mestne derbi z Ilirijo kmalu, tako da Olimpijo po mojem mnenju se pa res letos splača podpreti. Ko pa smo še pri slovenski košarki, pa še potem zadnja tema danes, slovenska reprezentanca. Kot sem že na začetku omenil, bliža se reprezentančno oziroma FIBA okno prvo proti Estoniji doma v Kopru, konec meseca in pa potem Švedska začetek naslednjega. Zdajle tudi recimo Joksimović je poklican v reprezentanco, 17-letni fant, ki je v bistvu komaj dopolnil 17 let in v bistvu že debitiral v Euroligi z Baskonijo, pa ne samo debitiral, tudi je dal nekaj pik, tam proti Zvezdi, recimo tista trojka, prodor, potem v španski ligi je vmes nekaj igral, pol ko ni igral, je šel v B ekipo Baskonije in dal v 28 minutah 38 pik, nekaj tajega. To je samo en igralec, Kroflič je povabljen, ki igra redno pri Meji. Glavnem so to neki fantje, ki prihajajo, malenkost več je bilo v tem primeru poklicanih mlajših in to me izredno veseli. Mislim, da bi bilo tudi fajn, da gremo v Koper podpreti fante, ne glede na vse in fajn bi bilo tale cikel začeti zmago, ponuja se v redu priložnost, se mi zdi in ja, to je to. Da malo tudi širša slovenska javnost vidi na domačih tleh, kako se bodo tile fantje kosali. Tako, mislim, da sem izčrpal glavne zadeve, ki se trenutno dogajajo v svetu košarke oziroma okoli nas. Kmalu še več okoli Lakersov in Luke, kot sem dejal prej, zdaj malenkost bolj zgoščen ritem tekem. Teden nisem še doma, teden ni še mi dopušča, kakšne highlightse, malo več zadev, potem pa nadaljujem službo. Tale očetovski dopust se včasih prehitro konča. V redu, bodi si dovolj za danes, najlepša hvala, Gregor sem bil z vami, hvala, da me spremljate. Če pa ste željni podobnih analiz, hitrih highlightsov in kar se tiče zanimivosti okoli Luke Dončića in Lakersov, vljudno povabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Do naslednjič pa vas prav lepo pozdravljam. Gregor sem bil z vami iz Greg Skorta. Bye.